Ja, lepo pozdravljeni na Poljanskih pogovorih. Posebej pa seveda pozdravljam najino bivšo dijakinjo Jelo. Pojav na tem mestu se je dokaj preprosto. Počakajte, da midva končava in potem greste sest na oder. To je, mislim, da je zelo prozaično. Zdaj skupaj, da bo pozdravljeni, torej, na še enem pogovoru iz cikla, vi sploh ne veste, da je to cikl, ki se mu reče Beletrinini trubaduri, kjer z beletrinini avtorji obiskujem srednje šole in debatiramo, čisto da mečkano kontekst. Do zdaj smo imeli z Mohorjem Hudejem, smo bili v Celju, z Janijem Virkom v Kopru, s Tonetom Partličem v Mariboru in danes smo tukaj na Poljanah. Skušamo pravzaprav nekako tako, če se le da, da pridejo avtorji na svojo nekdanjo srednjo šolo, da je tukaj že ta dodatna vez, ki jo lahko potem nekako izkoristimo. Jelo Krečič najbrž poznate vsi, ki berete Delo, tako da verjetno, koliko vas bere Delo? To je vprašanje zdaj. Prav še kakšnega odraslega človeka. Ja, če je, koliko jih ima sploh še doma papirnate? Dajte, dviga drago, pri koliko jih doma imate še papirnate cajtange naročene? Tudi pri babi pa dedeju se šteje, ja. No, to je, mislim, da je kar zelo nereprezentativen vzorec tole, glede na celo populacijo. Ampak bom najprej Jela, ni druge, je knjiga, okoli katere se bo vrtel pogovor, ampak mislim, da se ne bo samo okoli nje, ampak bova segala še na druga področja, ki so vam tudi blizu. Ampak Jela, čisto za začetek, pa po kolikem času si se vrnila v tele prostore? A si bila ena tistih, ki so potem, jaz poznam, da sem bil tak piflar, jaz sem hodil na Kranjsko, da smo potem še tam kar dostkrat šli še malo obiskat kakšne profesorje, potem, ko smo že šli na faks, vsaj prvo leto, pa se nam ni več dal. Ampak, a si, ko si končala z izobraževanjem tukajle v tej inštituciji, si se kaj vračala ali je tako, zdaj to tvoj prvi obisk, da je prvič tvoja noga stopila spet na ta posvečena poljanska tla? Takoj, da bom odgovorila, najprej bi se sam rada zahvalila obema mojima profesorcama, ki sta organizirali ta dogodek, pa Beletrini tudi, pa tudi te, Boštjan. Zelo sem vesela, da sem tukaj, kakor sem prej razlagala, imam same dobre izkušnje iz te gimnazije, tako da, ko je prišlo povabilo, se nekako nisem mogla niti upreti temu. Tako da še enkrat hvala za povabilo. Ampak, kar se pa tvojega vprašanja tiče, pa mislim, da sem v času študija prišla na neko tudi predstavljati pa kulturološki študij. Takrat sem bila še kulturološka študentka na FDV-ju in mislim, da sem prišla deliti pač izkušnje z tega študija. Ni te pa toliko rekla, da bi se vračala, da bi rekla, moram stopiti, moram spet občutiti ta tla pod nogami, te štenge do 7. do 8. štuka. No, pa se vračam, 20 let to ne. Evo, to ni, to je. Kaj je to, v obdobju stvarstva? Zdaj vem, da ste imeli neke težave tukaj, da niste imeli še dostopa do e-knjig, pa me zanimajo vseeno, kdo to knjigo že bral. Tako da veva, koliko lahko spoilava. Zdaj, knjigo lahko spoilava, 8. sezone Game of Thrones ne, ali kako. Da ti izvaja. Je glavni junak Matjaž, ki se, ko moram reči, da je, če se jaz spominjam teh mojih začetka študentskih let, pa mi da so približno tam ista generacija, pravzaprav se potika dosti po lokacijah, po katerih smo se mi tudi že pri 20-ih. Koliko je pravzaprav sploh nekako pri pisanju teh likov bilo v tej generaciji? Koliko je ta generacija, o čem govorimo tle? O podaljšani mladosti, podaljšanem skoraj otroštvu, podaljšani najstništvu? O čem? Pravzaprav kakšna je ta generacija 30 plus dan današnji, če primerjamo z generacijami naših staršev, ki so vsi bili že po šihtih, pa z... Delali revolucijo. Revolucijo, dobro, v punk so sedeli, da poslušajo. Kako je... Kdaj se bo odraslo zdaj? Ne vem, mislim, a se sploh bo odraslo. V bistvu
Po mojem je to dobro vprašanje iz več vidikov. V prvi vrsti zato, ker živimo v kulturi, ki v bistvu spodbuja to večno mladost, pa mladostniško obnašanje, zaželene od ženske po 50 oblačijo tako kot njihove hčerke, najstnice. Skratka, nek družbeni imperativ je, da človek podaljšuje svoj mladostni videz in življenjski stil pač v nedogled. Po drugi strani pa mislim, da je pač nek politični razlog za to podaljševanje mladosti, ki pa je seveda v tem, da današnji mladi vedno težje pridejo do služb, pa do kakšnega koli rednega dohodka. Tako da roman je prav gotovo odsev tudi te generacije, ki je recimo padla pod ta zakon ZUJF, prepoved zaposlovanja, in ki se prebija skozi življenje, skozi pač neke bedne honorarje in v bistvu zasluži ravno toliko, da lahko ohranja svoje družabno življenje. Mislim, da je to pač bistveni razlog za prolongiranje otroštva, mladosti. Napisati ljubezensko zgodbo, ki je komična, ki pač ne pade v tragično matrico ljubezni, ki je mogoče prevladujoča, vsaj na zahodu, ampak komično, ki ima ne samo happy end, ampak ki poskuša hkrati vsakodnevne dogodke, tudi tragične in zoprne, pač pokazati z neke bolj optimistične perspektive. Oziroma, optimizem mogoče ni dobra beseda, ampak prav komične, da v bistvu se da spopasti z nekimi resnimi težavami, kot so tudi težave v ljubezni, pač prav s komedijo. Dajte mi tako da mejhen, ene parne se vas opogumpane, pa povejte, kjere nanizanke gledate. Pa zdaj ne mislim o teh kratkih polnih, ampak teh, ki imajo 45 minut do 1 urne dele. Kaj gledate? Game of Thrones, Stranger Things, Supernatural, Orange is the New Black. Kjera? Mr. Robot, ja. Pa tako, kaj je bila zadnja serija slovenska, da ste jo gledali, pa ne reč TV Dober dan, ki ste bili stari 6 let? Ne, pa to ne že, a je? Naša mala klinika? Moj tvoj najbi? Ne, zakaj? Zato, ker recimo tukaj je ta razkorak, ker mi dejansko nismo do zdaj sproducirali ene normalne urbane serije. No, se pravi, danes v sredo je bil tale pogovor, poljanski pogovor z avtorico tele nove knjige, Ni druge. In meni se je zdelo zanimivo, sicer sem morda pričakovala, da bo bolj govor o sami knjigi, morda tudi malo več vsebinsko, mogoče kaj več v avtorici, ampak se mi zdi, da je pogovor šel v neko zanimivo smer, pač tudi seveda aktualno. Se pravi, veliko smo govorili, oziroma Boštjan je veliko govoril o serijah in o starih serijah in o novih serijah in to nekako povezoval skupaj in meni se je zdelo v redu, ja, sem bila zadovoljna, v redu dogodek. Zanimivo je, da v bistvu dejansko, ko sem prestopila vrata te šole, sem se naenkrat počutila, da sem s časovnim strojem pač pripotovala natanko tja, kjer sem pač pred 20 leti stopila. Tako da tako skoraj srhljivo domače. Pa sam ti so dogodki? Vesela sem bila, da je prišlo veliko ljudi. Slišala sem namreč, da je konec pouka za mlade zakon in da če jim vzameš to, so zelo nesrečni. Tako da sem skratka zelo vesela, da so po koncu pouka vseeno se udeležili tega dogodka. Glede samega pogovora pa ne vem, če imam že kakšne zelo izoblikovane vtise. Se mi zdi, da je bil dovolj sproščen, pa da smo mogoče odprli pač to veliko področje popularne kulture, TV serij, področje, s katerim koketira tudi moja knjiga.